vprašanje. Včeraj je Ekonomsko-socialni svet oziroma pač vlada pripravila nekoliko popravljen paket pokojninske reforme. Sicer se usklajevanja ne tiče, pa me vseeno zanima, bi tak nov predlog bi bili pripravljeni podpreti ali tudi ne? Glejte, mi podpiramo vse tiste predloge, ki so usklajeni s sindikati, razen kar se tiče formule. Tukaj sem pa zelo jasno povedal, možen je kompromis 70-30 pod pogojem, da ni zamrznitve pokojnin. Če pride do zamrznitve pokojnin, oziroma da bi usklajevanje bilo niže od polovičnega usklajevanja, potem glasov stranke Desus ni, ne za pokojninsko reformo in ne za oba proračuna. Ne glede na ta nov predlog? Ne glede na ta predlog, zato ker za stranko Desus je bistvenega pomena formula usklajevanja. Seveda veste, da mi smo imeli pripombe tudi glede povprečja let in tukaj vse, kar bo manj kot 30 let, oziroma sedaj je že 28 let, je za stranko Desus sprejemljivo. In seveda vse tisto, kar se bodo dogovorili s sindikati. Pa ste vladi, mogoče pa Andrej Čebok-Limovnica, ste vladi že kaj namignili v tej smeri glede vaših pogojev, oziroma ali bo to še danes, kar ste sprejeli na izvršnem odboru in boste potem predstavili vladi in koaliciji vaše pogoje? Ali se že mogoče ne zmejem, pač da če ne bo tako, potem vi ne boste podprli? Mi smo imeli v torek, to se pravi na koaliciji predsednikov strank, kar trda pogajanja tudi s predsednikom vlade. Moram reči, da ni bilo prijetno, ker so bili ti pogovori zelo trdi. Takrat sem pač zastopil mandat, ki sem ga imel. To se pravi, da je formula usklajevanja 80% z rastjo plač, 20% z rastjo življenjskih stroškov. To je bil sklep izvršnega odbora, ki je bil sprejet na predzadnji seji izvršnega odbora. Ampak povedal sem, danes smo mi sprejeli tako imenovani paket, kjer smo pripravljeni popustiti na nek način na 70-30 pod pogojem, da ne pride do zamrznitve pokojnin. Če pride do zamrznitve, potem, kot sem povedal, ne bo naših glasov glede podpore proračuna in pa glede pokojninske reforme. Moram pa upozoriti, da formula usklajevanja 70-30 po naših izračunih še vedno zagotavlja na dolgi rok, da realno ohranimo vrednost obstoječih pokojnin. Pa pričakujete, da bo vlada te vaše pogoje sprejela? To je vse odvisno od predsednika vlade. Sedaj je na njemu, da se odloči. Ampak kakšne vaše cene? Mislite, da je pripravljenost na njegove strani, ali da bo razvoj? Moram reči, da pogovori v zvezi z zamrznitvijo pokojnin so bili tudi zelo naporni. Te pogovore sem vodil z ministrom za finance in tudi je bila odločitev predsednika vlade, da nadaljujeva te pogovore. Vendar glede na to, da danes smo imeli sejo izvršnega odbora, je pogoj stranke Desus povsem jasno. To pomeni, da do zamrznitve pokojnin ne sme priti in da je usklajevanje pokojnin takšno kot v letu 2010. Moram povedati, da jaz sem že včeraj imel pogovore neformalne z posameznimi člani izvršnega odbora in na podlagi tega sem že namignil ministru za finance, da bo po vsej verjetnosti danes sprejet sklep, ki določa, da je stranka Desus proti zamrznitvi pokojnin in da bo potrebno, pa če se želi poiskati neko kompromisno rešitev, pustiti pokojnine takšne, kot so v tem trenutku, da ne sme priti do zamrznitve pokojnin. Kaj je rekel Prižnič na to? Je rekel, da bo pač pogledal in da bo videl, kaj se da storiti. Ne bomo pa počakali, kaj bodo storili. Vprašala Poronaševa je zdaj, jaz bi rada vprašala, ste mogoče dopolnile že vložili, napovedovali ste amandmaje, zdaj do petka do 12. ure čas, podaljšanem roku? Ja, mi amandmaje imamo pripravljene za različne situacije, s tem, da je rok za vložitev amandmajev do torka do 12. ure. Seveda sedaj jaz čakam na odziv predsednika vlade, danes je tako seja vlade
In po tej seji bo tako in tako imel tiskovno konferenco in se seveda lahko že opredelil do tega našega predloga, kako najti kompromis v zvezi s pokojninsko reformo in pa tudi v zvezi s sprejemom obeh proračunov, to se pravi za leto 2011 in 2012. Danes boste potem že imeli odziv? Ja, pričakujem, da bodo novinarji postavili kakšno vprašanje glede na to, Poteka, tako da ne vemo, ne, če bo ali ne vprašanje, tako da bomo poklicali vrste. Ja. Bomo pa skupaj čakali. Se pravi, ne, vse časa imamo do torka, do 12. ure. Ne, zdaj. A je za vas je do torka? Ja, do 12. ure, do takrat moramo jim vložiti amandmaj. Mi bomo na vsak način vložili amandmaje, ki določajo, ne vem, enako usklajevanje pokojnin, kot je v letu 2010 in vložili bomo amandma, ki določa usklajevanje pokojnin potem 80-20%, ker pač ni prišlo do tega kompromisa. Bi si pa želel, pač, da najdemo tukaj eno skupno rešitev, ker se mi zdi, da bi kakšna politična kriza samo dodatno poslabšala položaj v državi. Te naši predlogi pa niso takšni, da bi bili nemogoči. In tudi moram reči, da če pustimo usklajevanje pokojnin takšno, kot je v letu 2010, so finančne posledice nekje 35 milijonov evrov. To pri proračunu, ki je težek 10 milijard evrov, ne bi smel biti problem. Proračuna že zdaj, recimo primanjkljaj, pa tako škoda se, da bo šlo, ne bo tako zelo hitro se nižal kot pričakovane. In zdaj mogoče vam lahko pet učitelj, kot so vam v preteklosti, da recimo, da so svojimi zahtevami misljive glede na tako, kot ste sami rekli, da je kriza v državi. No, s tem se ne morem strinjati. Prvič, upokojenci so plačali prispevke. Ta denar je bil vplačen. Zdaj, če pokojninska blagajna prazna iz raznih razlogov, to ni zdaj stvar upokojencev. Upokojenci so to plačali. Moram pa povedati, da na prihodkovni strani proračuna je bilo premalo narejenega. Veste za podatek, da 300 milijonov evrov ni plačanih prispevkov in verjetno bi se dal izterjati vsaj polovico od tega. In sploh ne bi bilo potrebno potem, da bi se pogovarjali o zamrznitvi pokojnin. Pa še verjetno so še kje rezerve od, ne vem, sive ekonomije, ki vemo, da se nam dogaja. Potem tudi v samem proračunu, gledajte, jaz sem že 10 let bil v vladah, sicer v tem trenutku nisem več, ampak ne glede na to, vem, da v vsakmu proračunu se najde še kakšne rezerve. In da je to tudi stvar, kako se določajo določene prioritete. Smo celo leto plačevali 50% preusklajevanja že, ne? Tako da za izsiljevanje bi težko rekli, da grejo. Ja, mi smo med prvimi so upokojenci, ki prispevajo k stabilizaciji javnih financ, ker ta ukrep polovično usklajevanje teče že v letošnjem letu, medtem ker ne verjamem, da so kakšni drugi sektori in agregati karkoli že bistveno prispevali k zmanjševanju problemov v zvezi s financami in proračunom. Kako recimo mogoče malce off-topic, ampak kako pa potem recimo v tej luči gledate to napovedano kapitalizacijo NLB, ne? Recimo, ki se pa za 250 milijonov, ne? In recimo vi potem na to gledate, ne? Se pravim, človek je zelo žalosten, neko to vse gleda, da je potrebno našo banko dokapitalizirati za 250 milijonov evrov. Veste, da smo že imeli 2 dokapitalizacije. Potem zelo žalosten je, ko gleda, kaj se dogaja s premoženjem tistih generacij, ki so ga ustvarili. To so naši upokojenci, naprimer Vegrad, in da ne govorim o vseh zadevah, ki se dogajajo v tej družbi. In je zelo težko pričakovati, da bodo pa upokojenci zopet nastavili svoj hrbet in varčevali, zato da bi izboljšali javne finance, če po drugi strani vidimo takšne zgodbe, ki seveda ne prepričajo upokojencev, da se resno misli z varčevanjem, da se resno misli s tem, da bi pozdravili javne finance, da se resno misli z varčevanjem. Ne nazadnje, poglejte,
tudi za javni sektor pravijo, da naj bi bile plače zamrznjene. Vemo, da do odpovedi kolektivne pogodbe prišlo prepozno, vidimo, kakšno je stališče Ustavnega sodišča, kakšno je stališče Računskega sodišča, ta tretja četrtina bo prav gotovo izplačana, če ne prej, ko bo iztožena, in seveda zopet bi upokojenci v tej situaciji potegnili takrat, ko in stranka Desus se s tem pač ne more strinjati. Je pa seveda na predsedniku vlade, da se odloči, kako bo v naslednjih dneh ravnal. Mi smo dali korekten, pravičen predlog, kot pravijo stranka Desus je stranka modrih, mi smo dali kar take modre predloge in vzdržne. Lahko še eno vprašanje malce off topic. Kako gledate v stranki Desus na malo delo? Zdaj to ponuja tudi upokojencev neko obliko dela. Kakšno imate vi mnenje o tem zakonu? No, mi zakon o malem delu podpiramo zato, ker vključuje upokojence v to malo delo in to je bila naša želja ves čas. In zelo smo zainteresirani, da je ta zakon sprejet. Seveda bi pa želeli, da bi bil ta zakon tako sprejet, da bi bil tudi soglasen z mladimi, zlasti s študentsko organizacijo in pa tudi s sindikatom. Morda bi bilo bolje, da bi ta zakon vseboval malo delo samo za upokojence in bi s tem bilo manj napetosti, ampak na vsak način stranka Desus je zainteresirana, da se tudi za upokojence odobri malo delo. Seveda pa jaz tega ne vidim kot konkurenca za mlade in za brezposelne, zato ker upokojenci gotovo ne morejo upravljati enakih del, kot lahko upravljajo naprimer študentje, brezposelni, ampak vidim pa tukaj eno veliko možnost, da bi te upokojence preko malega dela lahko uporabili za kakšne programe, ki jih primanjkujejo, naprimer pomoč starejšim, strežba starejšim in tako naprej. Jaz tukaj vidim dobre možnosti, da naše upokojence, ki so še zdrave, izkoristimo za neke programe, ki so socialno naravnani, pri tem pa še nekaj zaslužijo in si izboljšajo svoj že tako in tako slab socialen položaj. Tako da v tem delu mi ta zakon podpiramo. Ne bi si pa želeli, da bi bil bolje usklajen še z sindikat in pa študentsko organizacijo. Še kakšno? Najlepša hvala vsem tukaj. Hvala, Petr. Hvala.